Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Vsi vemo, da kajenje tobaka škoduje, ampak eni še vseeno kadijo. Na leto po celem svetu umre kar 8 milijonov ljudi zaradi kajenja. V Sloveniji pa 3500, kar je kar dosti za tako malo državo in to je 10 ljudi na dan. Danes sem se pa odločil, da vam bom predstavil en eksperiment, ki ga lahko tudi vi doma naredite, kako približno izgleda v vaših pljučih, ko kadite. Vse, kaj boste pa potrebovali, pa je plastenko, cigarete, potrebujemo pa še vatice, ki predstavljajo naša pljuča, ostanete pa do konca, da boste videli, kaj se bo zgodilo. Ta eksperiment lahko naredite na različne načine, jaz bom pa še zraven uporabil taki mali sesalec, ker seveda nekaj mora ta cigaret potegniti, če razumeš, ne? Inhalirati neke vrste. Prva stvar, ko bom naredil, bom dal noter vse vatice. To so naša pljuča. Evo, mislim, da bo dovolj. Lahko jih malo več date, če hočete, malo manj. Mislim, da bo to najboljše delo, če jih imam toliko približno. No? Naslednja stvar, ki potrebujemo, sta dve luknjici. Ena luknjica, tu nekaj, kjer bo šel noter cigaret, oziroma filter cigareta. Druga luknjica pa bo nekaj tu spodaj, kjer bo ima sesalec dal zraven in bo nekaj vrste inhaliralo to, ne? Jaz nekaj lahko eni kadite, pardon, ne? Vem, da se je zelo težko odvaditi bajeno, ampak, glej, probajte, dosti sreče pri tem. Ampak to že smrdi, to je že tak, da vam povem eno zgodbo, ko sem še jaz bil v osnovni šoli. Tam sem jaz videl 8. razred, so že kadili. Jaz sem bil 9. razred in doben našem razredu ni kadil. In pogledaš ti 7., 8. razred, pa vidiš tam veni malega ščikom, pa sem si mislil, kaj starši ne vejo, te ne vohajo. Nisi frajer, star, niti malo nisi frajer, če kadiš. Ko pa vidim neke take mlade, ko so pa neke mlade punce pa fante, to je tako antipatično, ko nekoga vohaš, ko smrdi po cigareti, sploh pa tako mladega, ko sem jaz. Ni to cool, niti lepo, ni. Probajte se to odvaditi, niti ne probaj, če veš, da te mika, ne naprobaj, ker pol hitro si od tega odvisen, no. Jaz dam malo cigarete ven. Da si jih pripravim, ker že zdaj škatle dam ven, ti veste, da nisem nikoli še probal, ne? Ker ti škatle ne znam od ven. Ali pa sem samo nesposoben, ne? In prvi korak bo, da bom en cigaret prižgal in bom probal prvo s cigaretom narediti luknjico tu noter, tako da bomo kar začeli. O, luknjica se je naredila, poglejte. Evo, lepo sem še na dnu naredil eno luknjico, malo manjšo, kjer bom zraven dal sesalec, da bo kao srkalo oziroma inhaliralo to. Tada, lepo prižgimo cigaret in začnimo z našim prvim cigaretom. Malo bo glasno. Fajn je, če še zaprete krovček, da zrak not pride, ne? Upsi. Kako smrdi. Evo, pa je šel prvi. Gremo, naslednji. Po mojem enih 10 skuro. Pa čiki so drugače kar dragi, no. Tudi to ne vidim razlog, zakaj bi kadil, ker niso poceni, pa eni, ko skadijo več škatl na dan, kakšni 2 škatli, koliko so 3 evre, pa pol eni cigareti, je to pol 7 evrov, ne. Evo, zdaj smo še drugega skadili, naša pljuča. Ne zgleda najboljše, res je, da to ven pihneš, ne? Ampak verjemi, da nekaj ziher ostane. Fucking nagrožno, ali? Če pogledaš ta video in še ne kadiš in še nisi probal, ti pa predlagam, da ne probaš, tudi če ti pravijo v življenju, vse moš probati. Veš kaj, ni res, bodi včasih bolj pameten, pa mogoče kaj spusti v življenju, vsaj ko si mlajši.
10. in zdaj še imamo zadnjega. Dosti jih je delalo ta eksperiment z celo škatlo cigaretov. Mislim, da 20 cigaretov noter, koliko sem zdaj na hitrico, ja, 20 cigaretov je noter. En so delali to s celo škatlo. Jaz sem naredil samo z 10. Zakaj? Zato, ker mislim, da bo že z 10 dovolj vidno, dovolj dobro vidno, kaj se dogaja noter, že zdaj je vidno. Če bi dal jaki eksperiment še videli, mi povejte, samo pač ne bi neki drog rad testiral. To ne, no. In pa 10. Evo, in to je bil 10. cigaret. Zdaj, alo, to tako smrdi, ne lažem, prisežem na vse. Zdaj, kaj bom pa naredil? Zdaj, kaj bom pa naredil, bom pa prerezal to flašo. Tu bom naredil luknjo, da boste videli, kaj je noter. Gama tako to smrdi, ej. Tukaj smo mi neke vrste inhalirali oziroma sesalcem srkali. Že vidimo barvo, kakšne razlike je. In to je 10 cigaretov. Če bi 20 dal, bi bilo kaj? Enkrat huje. Evo, ta zgleda flaša. Mislim, da se dobro vidi, da je barvo spremenilo. Čista vatica, pa te strane. Ene seveda bolj strane kot druge, ker so bile bliže cigaretu, ker je cigaret lažje šel skozi njih, zdaj to pogledajte. Fucking nagraužno. Evo, čista vatica in pa neke vrste vaša pljuča. Še dam eno zraven, da boste videli. Bum. Mislim, da je dovolj vidna razlika, da vidimo, da je not neka svinjarija totalna, ne? Čista vatica, čista, pa vse druge strane. Ugabno, dobesedno ugabno. In to je bilo samo 10 cigaretov. To je bilo pol škatle. Ljudje skadijo 2 škatli na dan, nekateri mogoče več, ampak vem, da tisti, ki so strastni kadilci, skadijo 2 škatli na dan. To skadijo samo zjutraj, kaj sem zdaj jaz hitro skadil s sesalcem. Ampak prav ugabno je, pač ne razumem, kako lahko to kadite, kako ste sploh začeli kaditi, ne vem. Probajte se čim prej odvaditi, dosti sreče pri tem. Če imate radi življenje, nehajte kaditi. Ne pravim, da boste ravno vi umrli, ampak vemo, da hitro pride do kakšne bolezni zaradi tobaka. In ne mi spet pisati, ja, moja babica je kadila celo življenje, pa je pri 92 umrla mirne smrti. Lej, eni pa bo mogoče zaradi tega prej umrli, eni so bolj odporni na to, eni manj. Veš kaj mislim, vsak ne bo prebolel raka, na primer. Enega pa bo preboleli, ne? In to je isto, glej, če imaš svoje življenje, probaj nehati kaditi, naj ti tvoji kolegi pomagajo. Še ta video pošljite nekemu prijatelju, ko kadi, da mu vse nekako pomagate, nekako začne, da vidi, kaj se to noter sploh dogaja, če še zdaj ni videl, oziroma ni tega vedel. Drugače, če je pa radi imeli še več takih eksperimentov, lajkajte ta video. Subscribajte se na ta kanal, ker bomo take poučne vsebine imeli. Pa se vidimo v naslednjem videu, ne? Ne pozabiš iti na moj Instagram profil in pa TikTok profil Jack in the Box Slow. Adijo, fajn se imejte!